Infrared Astronomical Satellite. Bom to dal primer, kakšne zahteve, izzive imaš, če delaš za NASA. Okay? Torej, Infrared Astronomical Satellite, malo zgodovine. NASA ima izredno uspeh pri inovacijah, ko dela za vesoljske sisteme. Na Inženirski akademiji so me prosili oni dan, da sem predaval o spin-off. To je, kako naj se prenašajo te dosežki v raziskovanju na civilno industrijo. Po porastu novih podjetij, novih produktov in tako naprej. Torej, tudi sem jaz pri določenih stvareh sodeloval. Kot satelit, IRIS satelit je odprl okno v svetu, kot ste slišali prej, dr. Bavdaša je govoril o X-rayu in tako naprej. Torej, takrat, ko je bilo to pred 30 let, je bilo to NASA takrat šele stara, ne vem, ko sem bil jaz prvič udeležen, nekaj čez 15 let. To se pravi, smo imeli še atmosfera, je bila še zelo sproščena. Torej, smo bili še pionirji. Nismo, ko smo imeli Infrared Astronomy Satellite, smo morali marsikaj, ko se pravi, pogruntati, ker nismo imeli nobenega poprašati, ne ESA, ne drugega. Ne. NASA ima 6 centrov in ta center, torej Ames center pri San Franciscu je imel menedžersko in razvojno vlogo. Potem, ko so pa začeli prihajati deli za sestavo na Ames, se je pa že dogodilo tole. Rockwell International, ki je zgradil tudi Space Shuttle, je zgradil infrardečo fokalno ravnino z vso potrebno semikonductorsko optiko pri nizkih temperaturah. Ames dobi tisto optiko in seveda jo prekontrolira, če je vse v redu. Pri tej kontroli so pa uničili vsaj tretjino elektronike. To se pravi izreden problem. In naš laboratorij JPL je dobil nalogo, da tiste semikonductorske elektroniko zamenja. Glavni problem je bil MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors. Torej, mi smo imeli tam optiko, jih je bilo tretjino, zdaj pa zamenjati, ampak potem se je pa izkazalo, da ne, da smo samo zamenjali te MOSFET-e, smo morali nove dobiti. In zamenjava je bila taka, originalno MOSFET naj bi delali pri temperaturi tekočega helija, torej okrog 2 stopinj, kar se polprevodniška elektronika ne dela več. To se pravi, sta bile 2 problema, zamenjava, ki jo še trenutno nismo imeli. Potem to je bil eden izmed problem. Drug problem je bil zahlajenje tega infrardečih senzorjev, je bila potrebna temperatura okoli 2 stopinje Kelvina. Edina možen način je bil takrat, da smo uporabljali superfluidni helij. Superfluidni helij, kako se obnaša v breztežnosti, pa ni še nobene demonstracije ni bilo. Tako smo dobili na laboratoriju nalogo, jaz sem bil specialist za kriotehniko, torej nizkih temperatur, smo dobili nalogo, da nasi dokažemo, da je uporaba superfluidnega helija, ki je bila predvidena za IRIS, dovoljena. Na to smo naredili potem ustrezne instrumente in naredili suborbital eksperiment na Havajih, kjer smo imeli recimo okrog 8 minut breztežnosti. Tam smo ukazali, da lahko kontroliramo, bom še več povedal, lahko tekoči helij in tako naprej. Ko smo prve podatke dobili, smo sporočili NASA Headquarters, torej demonstrirali smo, da je možna uporaba. Po ne vem kolikih dneh je NASA Headquarters, torej štab, odredilo, IRIS projekt se nadaljuje. Torej imamo zagotovilo, da bo hlajenje infrardečih detektorjev. Torej tisti uspeh na Havajih je bil izredno pomemben. No, kasneje bom, ne slišite dobro, a moram glasneje govoriti? Dobro.
No, zdaj sem pa malo zmegal. Torej smo dokazali, da je tisto možno. Ampak to je bilo nekaj let, predno je tista nezgoda prišla, da so uničili elektroniko. Potem je bilo pa še nekaj drugega je prišlo takrat. Torej, satelit je bil že skoraj narejen in Ames naj bi ga sestavil skupaj, ampak NASA je to zagotovila, da imamo, da JPL dovolj specialistov, ki jih Ames ni imel. In so celotno projekt dali potem na JPL. Tam, med drugim, torej malo ozadje, ker jaz sem igral vlogo v tem. Torej, pri sestankih govorijo, kakšna bo kontrola tega superfluidnega helija. In kako bodo to na Zemlji dokazali, pred izstrelitvijo, da bo ustrezalo. Jaz se pa s tisto, to se pravi, potrdilom, kako bo delal, nisem strinjal. In sem spraševal. Žena me je predlagala, če te noben ne posluša, pa napiš, da ne delal. A veste, kaj sem napisal? Popolnoma nepolitično, nepravilno. Sem rekel, po mojih izkušnjah, ker sem delal na drugih projektih za vesoljski taksi, klajenje, kakor je zdaj ga zelo znana Space Industry, Ball Brothers, ne bo delala. In sem napisal črno na belem. Verjetno sem dal, da ne bo uspel 99%, to je 100% za neko manjšo vrednost. To se pravi, sem, ko pravijo v Ameriki, podrezal v osje gnezdo. Potem sem pa dobil možnost, da sem to res dokazal, da ne delal. Razumete? Dobil sem sistem v roke, da sem v laboratoriju dokazal, je bil pa še izdelava več napak, torej ni bilo nič tako velikega problema dokazati. No, potem pa čakam, en teden se noben ni zganil, 2, 3, ali kaj se vem, kako sem rekel, to je pa čudno. Čez mnoga leta sem zvedel, zakaj so imeli ta odlog. Po celem svetu so iskali v laboratoriji, seveda vključno v Združenih državah, ki bi to znal. Še moj profesor, ki je bil nam podpisal mojo dizertacijsko nalogo, je rekel, ja, se Petrač je brihten, ampak ne vem, če je tako brihten. Razumete? Po 3 tednih pa pridejo k meni, zdaj, ko se že, ko pravimo v Ameriki, venjuva smatalek, a lahko pa bi se lotili popravila, torej nove izvedbe. Takrat sem bil pa pravzaprav v vlogih, ki nikdar si nisem predstavljal, da kdaj bom. Sem rekel, ja, lahko, ja, kako pa, koliko času. Potem so mi hodili dati še celo svetovalce, med drugim tega profesorja, ki je rekel, da sem pameten, ampak ne dost. Opravičil sem je šele čez nekaj let. Takole smo se potem domenili. Veste, jaz prevzamem to odgovornost, ampak samo jaz to govorim, upravljam. Tehnično sem edini, ne vzamem nobenega drugega, da bi bil kontroliral, svetoval. To se pravi, današnjem, zdaj se čudim, da sem bil tako smel. Ampak, koliko pa denarja rabim, a bomo delali 3 zmene, 4 zmene, no, 3-4 zmene ne moramo delati, to je pa ena druga stvar. So rekli, ja. To se pravi, sem imel tako edinstveno pozicijo, ki pravzaprav je samo, to se pravi, ko v bajkah, ko reče tam otrok, da ima, recimo, da nima obleke gor, recimo, ali pa kaj takega. Torej, sem imel tako izredno nalogo, uspel sem popraviti, to se pravi, nov sistem narediti in so ga vgradili in je delal kakor po maslu. Imel sem nalogo, da je temperatura helija kontrolirana pa 1,8 stopinj, je bila 1,84 pri dejanskem poletu. Še zelo zanimivo potem, ko sem to zadevo končno smo rešili, podjetje je seveda Ball Brothers je to potem montiralo v satelit, so rekli, kaj pa še, kaj narobe?
Saj še kaj drugega narobe. So ugotovili, da je še vse mogoče druge stvari treba popraviti. Recimo ena stvar je bila. Takrat, ko sem moral bil na čelu, da zamenjamo polprevodniške, torej MOSFETe, se je potem tisto razvilo, da smo naredili laboratorij za torej, kako se pravi, demonstracijo, da delajo detektorji prav. In jaz sem bil seveda odgovoren, da tisti laboratorij pri nizkih temperaturah sestavljam, sem moral učiti inženirje, tehnike in tako naprej. Torej, nenavadno pozicijo sem imel. Kaj je še vse narobe? Bom nekaj stvari, kaj je bilo še vse narobe. Detektorje sem že omenil. Potem je bilo vprašanje celo, kje bo ta satelit šel. Se je izkazalo, da ta satelit je bil produciran, da bo šel okrog Terminatorja, preko severnega tečaja, tako da bo lahko obrnen, da bo zaščiten pred sončem, da sonce ne bo not posvetil. Če bo not posvetil, v sekund so vse detektorji spečeni, infrardeči detektorji. Je pa tu neka anomalija okrog Zemlje. Imenuje se South Atlantic Anomaly. Ta South Atlantic Anomaly je visok, recimo 700 ali pa več kilometrov, kjer po neki anomalija, se pravi, da so ujeti protoni, seveda prihajajo od Sonca, z energijo okrog pol megaelektron voltov. Tisti elektroni, je pa smo odkrili eno študijo, da tisti elektroni pa škodujejo infrardečim detektorjem. A veste, kako škodujejo? Da tisti infrardeči detektorji postanejo še bolj občutljivi. Ampak, ko jih recimo grejo skozi anomalijo, tista kalibracija je vsak dan drugačna. Rabi ne vem koliko ur, da pride nazaj do isto kalibracijo, ko že je potrebno. To se pravi, ni bilo koristno. Torej, takrat sem rekel, tu naštejem enega, kaj je še vse narobe. To je bila ena, recimo, iz teh stvari. Smo dali tiste detektorje potem na Brunhaven akcelerator, ki je imel ravno približno take možnosti protonov proizvesti. In smo to ugotovili, da detektorji, kakor sem že povedal, zgubijo kalibracijo. No, to smo rešili pa tako, da ko je šel kasneje satelit skozi to, smo povečali napetost in smo izplaknili nastajajoče luknje elektrone iz teh senzorjev. In po prehodu nekaj minut je bil detektor spet na isti občutljivosti. Pa še kaj drugega je bilo. IRAS je uspeh, ki je odkril, se pravi, odprl novo okno v svet. Tudi je imel, detektorji so bili v 4 valovnih four bands, 12 mikronov, 25, 60 pa 100. Je tiho dikti. Posebno 100 mikronov je bil zelo zanimiv. Med drugim nismo imeli nobenih podatkov, kako so tisti infrared detektorji občutljivi. Jaz vem, da sem imel nalogo sestaviti odgovarjajoče filtre. In enega filtra, nismo imeli, sem pa najdel čist majhen košček, da sem dal tisti filter samo pred tisto collimated hole, da je igrala vlogo. Ker to je bilo pomembno, da smo potem tiste detektorje potem seveda klasificirali. Organizacije so bili, tu je bila NASA, seveda je bil konsorcijo med 3, Nizozemska, predvsem Nizozemska in Anglija. Glavne kriotehniko, detektorje, vozilo, launch, tako je bilo vse v ameriški strani, Fokker je sestavil glavno vozilo, še nekatere druge stvari, Anglija je pa imela nalogo misije. No, to so glavne informacije, kakšne. Ena zanimivost je, da je bila glavna visina okrog 900 kilometrov. Zato je bil ta satelit treba izstreliti ne iz Kennedyjevega centra, ampak iz kalifornijskega centra, da je imela odgovarjajočo fazo. Med drugim ljudje niti morda ne veste, da NASA je izgradila v Kaliforniji tudi za
izstrelitev na šatla, ki se ni dogodilo. Tam je 3 bilijone izstrelitvena baza je bila grajena, pa nikdar uporabljena. Tako se dogodi. Okay. No, tule takole izgleda, na desno satelit, to je 4-5 metrov, ne. Test, tudi vse mogoče teste se morali porabiti. No, torej na levo je pa tisto, kar je plavo, to je superfluidni helij. Ne. Ta superfluidni helij smo ga imeli okoli, cilinder je bil, kako se pravi, toroidal je bilo okoli 500 litrov celotno. Ampak tam je bil tudi problem, je moral biti strelet pri superfluidni stanju. Bom povedal še, kakšen problem je tam. Tale, kako se pravi, launch v Kaliforniji je bil pa tako, tak dogodek, da bi rekel, orgazmični, ne, da skoraj orgazem dosegel. Tu leti raketa, ki sem jaz toliko dela dolgo, a veste, bom povedal, torej malo se skoraj, ne, z jogom so vse so, to je bilo tako veličastno, ne, da se mora povedati. Torej, ni samo sateličev, je del mojega življenja šlo gor, ne, okay. Torej, uspeh je bil neverjeten, torej rezultati, torej, to so podatki tega, torej, optični podatki, še enkrat povem, bolj bilo je 62 detektorjev, vsaka četrtina na vseh bands, ne, ok, to so še druge imeli, no, to pa kar rezultat. To je rezultat, kompozitni sistem naše galaksije. A vidite, da je ploščada. Tam tiste, ki so črni deli, tam pa podatkov ni bilo. Torej, to je edino, kakor da bi gledali na galaksijo od zunaj. Vidite, galaksija je zelo, kako se ploščata. No, to je pa nek drugi pogled naše ceste, ki pravimo rimska cesta. Okay. No, to so podatke, koliko jih je bilo. Okay. No, to se vse sorte podatke, recimo, no, to so tele elementi. Vem, da enkrat sem 2 elementi, torej tiste, ne vem, kjer band je bil, moral prinesti bulderja na naš laboratorij. Ampak ti detektorji nismo jih hoteli, da bi šli skozi X-ray, kontrolo. Torej sem imel posebno pismo, da ni bilo treba. A veste, koliko so rekel, so morali napisati, koliko je vredno. Je bilo pa tam napisano vredno $500,000. Jaz sem rekel, kaj pa jaz, še to je dober funt, ne? Seveda niso vedeli, da je bila to unikat. Tale, celotna Aras Focal ravnina je stala čez $10 milijonov. No, to imamo še posebno zgodbo, ker sem imel en problem z enim sleparjem, ki je trdil, da ima doktorat, pa ga ni imel. Torej, je me obtoževal, da sabotiram. To, ko smo preizkušali te infrardeče, to je moralo biti v vakuumu. Smo morali imeti manjši kreostat, da smo ga torej, seveda ohladili do 2 stopinja Kelvina, in delali eksperimente, to je bilo še ogromno druge del, ampak potem, kar je bilo treba kaj zamenjati, segret, in ta, kako se pravi, specialist, PhD, ki ga jih ni imel, je rekel, da sabotiram. Je rekel, to je treba pol ure segret, pol ure nazaj. Jaz sem rekel, gremo pa lahko domov, ker bomo uničili vse. Torej, sem se praktično, fizično postavil pred instrument, ki smo postavili, sem rekel, Viktor Malasavska, kako je bili, se takrat smo še rekel, doktor Malasavska, veste kaj, vi se boste morali tudi naučiti nekaj, kar mi znamo na JPL. Nimate dostopa. No, se je izkazali, druge stvari, ki so odkrili, da je edini NASA, mislim, uslužbenec, ki je hijack the plane. Je dobil 30 let, mislim, da je po 10 letih.
Ironija je pa ta, da smo bila kolega, ki smo prenašali od Rockwella naprej, smo jedli skupaj in se je posebno bahal, da ima zelo ne vem kakšno torej, akreditacijo varnosti. Če mi je pokazal, je bil pa. Naredil je potem, no še zanimivo, da do konca poznam, so se pozanimali, da naj pošljajo doktorat na laboratorij. So rekli, da je vse v redu. Ne, so rekli, cel doktorat, torej tu ne samo prvo stran. Prve strani pa ni bilo, samo prva stran je bila. Kako je to naredil, ne vem. Je bil kar specialist, da se strinjate. Ne? Okay. No, torej sem rekel, da je bila tu temperatura detektorja okoli 200 stopinj, to je minus 271 degrees Celzija. Ne? No, tole pa je pred strelitve. Kle smo šli ven, a norost so kle diham. Torej, tale raketa je kar dosti visoka. Je Delta Special raketa, ki ima v zadnje, ne vem, ima 7 solid rocket boosterjev še pri kraju. Ne. Raketa, ta Delta je ena najuspešnejših na ameriški strani, je nekako se na ruski strani je Sojuz, s tem, kar hodijo zdaj na mednarodno postajo. Ne. Torej, to je bilo jutro pred izstrelitvijo. Ampak, ki je bilo januarja, vidim, da nisem še kar dobro napravljen. No, tule na kratko, kako sem bil opletel. Da sem redesign, torej spremenil kontrolo superfluidna helija, da je delala. Ne. Potem tudi je bil neka zahteva, da je bil thermomechanical joint right prav, ker takrat je bil ta focal ravnina, je bila povezana z superfluidnim tankom, z bakrenim trakom. Ampak tam tisto, ko se stik, je kadarkoli zgadalo, je bil drugačen. Torej garancije ni bilo, da bo vedno isti. Tu je morala biti tisto, ko se pritikne, odlična toplotna povezava, pa odlična električna izolacija. Tu se pravi neke torej nasprotujoče zahteve. MOSFET smo zamenjali za FET, ampak tisti FET so delali 80 stopinj. To smo jih obesili v vakuum, pa jih napeljali kar pajk, torej da so bili najlon žice par kraj. Torej ozadje je bilo 2 stopinje, delali so pa pri 80. Ne? In tudi potem optimizacija superfluid heliuma before launch. To sem pa pozabil. Da je to superfluid helium steklenica. Seveda mora biti izolirana, ne morete precej izolacije, ker temperatura, toplota bi izparila. No, zdaj imate takole. To je helij, recimo, ima pritisk pare, torej hlapov, eno atmosfero pri temperaturi 4,2 Kelvina. Če hočete, recimo v to zmanjšati temperaturo tam, morate to zapreti, dati na vakuum pumpo in zmanjšati parni pritisk, kdor v fiziki to pozna. Torej zmanjšate, ampak v tem primeru helij izhlapeva, ga je skozi manj in recimo, da je to začetek recimo pri 4, ko pa pridete do 1,28, pa 60% prostornine 40 zmanjka. Razumete, ker to gre spred. Naš tank je pa imel 500 litrov. Torej, kako se, da imamo poln pri 1,8, ta procedura ne drži. Če samo vzamete pa kovirate, vam 40% zmanjka. Ne? Torej, jaz sem razvil metodo potem, da sem lahko dopolnil skoraj do 100%, ampak da končni rezultat pred odstrelitve je bil skoraj poln, ampak pri 1,8. Če bi takrat zaprl ventile, seveda bi eksplodirali, ker bi se razširil. Torej, to je bila tudi ena moja naloga. No, nam sem se kaj povedal o heliumu. Glejte,
helium, recimo, da je to helium, seveda ga ne morete zamisliti. Okay? Če ga hoče dati, recimo v breztežnosti, seveda, seveda ne morete v breztežnosti, se tekočina razporedi, torej morate, če hočete zmanjšati zračni pritisk, morate helijeve pare odvajati v vakuum, ker je velika pumpa zunaj. Ne? Ampak vsi smo imeli problem, ni bilo garancije, kako da tisti helium ne bo šel ven, pa da se bo vedno še izkoristila samo tista toplota pri izparevanju za hlajenje. Ne? To sem naredil tako, se ne vem, imam tle na ključku, pa ga nam zaiskal. Bom več povedal na srečanju znanstvenikov o teh stvarih, ne? Ampak bom samo popisal. Sem tako naredil, da si lahko, torej vzel tako, recimo zamašek, da je lahko, da ni šlo ven, ampak si lahko vakuumiral in mogoče v naša sliko, se pred koncem, če da je vedno helium izpareval, ampak ravno tako, recimo pri Arasu je treba 2,4 miligrama helijuma izmanjkalo na minuto. Skratka, se je mora porabiti. Ne? Trajal je 300 dni ta helij. S tem, ko sem ga dopolnil pol procenta, sem povečal življenjsko dobo od 150 na 300. Ne? Bova poskušala pa še najti vse tisto sliko. Skratka, naloge, katerih so bilo, niso bile trivialne. Ne? Vem še eno algoritme za flight. Eden je bil strokovnjak, je pa naredil, niti nisem vedel, da je on delal prognozo, kako bo. Pa je naredil takole, da bo nekje, pa temperatura šla dol, sem rekel, kdo pa je to naredil? Sem rekel, ta inženir. Ja, sem rekel, se ne bo tako. Ja, kako pa bo? Sem rekel, takole bo temperatura, najprej recimo launch, pa šla gor bo šla, joj, gor, pa preden bo dosegla tako imena lambda point, če nisem povedal, bo šli dol. Lambda point je pa prehod med tekočim helium, normalnim in superfluid. Helium je neverjetna tekočina. Eksistira do absolutne ničle, ampak ima dve tekočinski fazi. Ko go hladita, recimo se preide v stanje, ki se imenuje superfluidno. Mi smo delali kasneje eksperimente s Stanford University, ker je tisti prehod bolj oster kot zemlja, kot smrt pa življenje. 2-3 nanokelvina smo prišli, na eni strani je normalna tekočina, na drugi strani pa superfluidna. Kakor prehod normalnega prevodnika v superkonduktorja. Samo 1-2 stepi. To je res bizarna, imenuje se pa lambda point, zato ker je specifična toplota, gre takole. Gre, recimo, gor, se približuješ gor, ima singularnost, pa dol. Ampak ta superfluidni del je tak, da proizvaja tudi druge, recimo, možnosti prevajanja. Da se toplota prevaja v obliki toka. Ne morete imeti temperaturne razlike. Recimo, če mi je bazen, lahko v enem delu vode normalno daste, kot tam ure, na un stran še ne ve. Če pa tu date, recimo pri superfluidni, eno se tiste temperatura razširi. Torej, superfluidni helij je iste temperature, kjerkoli. To je bilo tudi važno za satelit, ker ni bilo temperaturnih razlik in to je bilo važno, da je bilo potem pri usmeritvi, zanesljivost pri usmeritvi satelita. No, to je recimo demonstracija tega glavnega. Torej, tule nekako, vidite, je tekoči helij, ampak je recimo gre, recimo povezana na pumpo ali pa recimo lahko na zunanjost prostora. A vidite, kako je helium, je samo, torej ne gre nič v iztočno cev, ampak je tako narejeno, da je temperatura T1 hladnejša kot T2.
Potem ima pa ta tako hidrodinamiko, da se zaradi te temperaturne razlike ustvari tako termodinamični pritisk, ki gre od zunaj na zven. To se pravi, čim bolj pumpate, tem bolj je utesnen. Razumete, to sem tako simuliral v laboru. In tam je tako majhna porous plak. No, potem smo ga imenovali superfluid helium liquid vapor separator. Torej, originalno je bilo tisto, bolj brazec je tisto naredil narobe in ko bi prišlo v brezteznost, bi helij kar stekel ven. Zato so me debegli. In tudi so imeli porous plak, ampak je bila velika okoli 20-30 kvadratnih centimetrov. Ko sem pa jaz popravil, sem pa naredil čist majhnega, mogoče je bil 2-3 kvadratne centimetre. So rekli, kako bo to možno, da bo cel tak tank 500 stopinj hladi. Seveda niso razumeli superfluidnega. A veste, koliko bi v današnjem denarju ta satelit stal, če bi propadal? No, koliko mislite? Ne Jugane. 100 dinarjev, 100 evrov, 500 evrov, tako da. Čez milijardo dolarjev. Jaz sem rekel, pa sem pa lahko malo še, pa sem pa še lahko malo šaben. In to recimo je se vedno zavezda tisti, ki me, kako se pravi, moj mentor, me je pomagal priti v Ameriko, sem mu rekel, da se mu ni treba biti žal, da sem pa nekaj vrnil v Ameriki. Sodeloval sem potem še pri Spicerju tudi, ki je še zdaj v poletu, in še celo pri 2 evropskih ESA in Plancku, Herschelu. Herschel je pa je zaključil pred kratkim, to se pravi, sem imel srečo, da sem še pri drugih sodeloval. Delta raketa nima nosilnosti Saturna 5. Recimo ima le, recimo za ne vem koliko ton. Saturn je pa cel, torej ne vem, 10-krat, 20-krat, še večkrat večjo nosilnost. Primerjal sem ga s Sojuzom. Torej Sojuz, ki je tudi prvi Sputnik dal, oziroma to je bil International Ballistic Missile, s katerim je tudi pri zadnjem obisku mednarodne postaje Sunita Williams, naše gore lišla gor. In se je tudi vrnila s Sojuzom. Trenutno je zelo zanimivo, da ta Sojuz ima edinstveno možnost dostaviti ljudi na vesoljsko postajo in vračati. Goriva oziroma hrano in drugo je že zdaj možno preko SpaceX rakete in vozila Dragon, ki ga razvija Musk, ki Musk, kdor ve, povedi, da je tudi znan torej lastnik tovarne Tesla. Tesla pa dela avtomobile, ki so popolnoma na električni pogon. Okay?